Toplo dobrodošli v Šparovi seriji ABC peke z držmi z Anito Šumber. Danes bomo združili zvezdo praznične mize dobesedno. Zvezdni venček z mehkim sirom camemberjem. In dam roko v druži, da bo zažarel na vaši praznični mizi in povabil k druženju vaše najbližje. Najbolje, da kar zadružimo. V mleko nacufamo sladki drožji nastavek. Naj bo puhast in potrojen. Dodamo jajce, sol in sladkor. Dobro premešamo. Počasi prilivamo k moki in vmes mešamo. Ko ne gre več z vilico ali kuhalnico, uporabimo roke. Ugnetemo voljno testo, brez grudic in suhih delov. Ga pokrijemo in pustimo približno 10 minut. Nato nežno umasiramo maslo. Če se nam testo upira, ga pokrijemo in pustimo počivati še kakšnih 10 do 15 minut. Nato ponovimo vajo. Dokler ne ugnetemo mehkega in voljnega testa. Takole je videti mehko in voljno testo. Pokrijemo ga in pustimo na sobni temperaturi, da naraste nekoliko. Približno za 30 do 40 odstotkov. Potem ga lahko prestavimo na hladno do naslednjega dne za daljšo fermentacijo in lažjo prebavljivost. Če bomo to storili, ga pred oblikovanjem pustimo zunaj vsaj še kakšno uro, da se zmehča. Testo razdelimo na več manjših delov, težkih približno 25 gramov. Iz vsakega oblikujemo kroglico. Jaz sem iz celotnega testa dobila 28. Na večji plitev pekač položimo papir za peko. Camembert odvijemo. Če ni v leseni posodici, lahko damo na sredo zmočen papir za peko. Okoli njega razporedimo kroglice v obliki zvezde ali venčka. Premažemo s stepenim jajcem. Pokrijemo s folijo ali pa vstavimo pekač v kakšno večjo vrečko. In pustimo na sobni temperaturi, da se venček približno podvoji. Pečico predhodno segrejemo na 190 stopinj. Pred peko venček še enkrat dobro premažemo s stepenim jajcem. Siru lahko tudi po vrhu odstranimo skorico. Zdaj pa roma v pečico. Po peki lahko venček premažemo še s topljenim maslom, ki smo mu dodali česen in peteršilj. In slavnostna pojedina se lahko prične. Spodaj v komentar mi zaupaj, ali bo venček zasijal tudi na tvoji praznični mizi. Želim ti čudovite drožastične praznike in
naj drži.